Hvala, ker znali ste vedno ostali, ko so vas znova in znova teptali. Hvala, ker niste obstali pred vrati, ko bi ostali pred njimi obstali. Hvala, da nehali niste verjeti, da domovina rodi se v državo. Hvala, da niste obupali z leti, ko ste nas križje hodili s postavo. Hvala za vaše pogumne korake in da povlekli naprej ste Slovence, saj ste verjeli v ljube rojake, da so naposled stopili iz sence. Hvala, da niste se nikdar predali, nikdar od tla niste sklanjali glave. Hvala vam, Jože, da niste se bali. Hvala vam, Oče slovenske države. Domovina je z vami takrat vstopila v novo pomlad. Domovina imela vas je, ko je treba bilo. Hvala za vse. Današnji dan, 9. marec, je tudi rojstni dan dr. Jožeta Pučnika, ki je z velikim srcem čutil za slovensko domovino, slovensko državo. Bil je preganjan s strani takratne oblasti in se moral umakniti z lastne domovine v Nemčijo. In je ob slovenski pomladi zopet prišel nazaj in bil tudi kot prvi človek takratnega demosa pomladnih strank, ko so s tako srčnostjo verjeli v novo državo, čeprav nekateri z zadržanostjo, on pa med tisto skupino, ki je gledala naprej, in tako smo tudi lahko dosegli samostojno državo Slovenijo. Zato tudi danes obhajamo sveto mašo za domovino. Ta mašni namen je še toliko močnejši ali izrazitejši prav v tem času, ko se bližamo k volitvam, da bi ljudje prepoznali potrebnost odgovornih ljudi, poštenih ljudi, iskrenih ljudi in da bi tudi dali glas, besedo za take ljudi. Ne za človeka, ki samo kaže na neko besedno spretnost in korist, ampak nekdo, ki ima rad človeka, ki ima rad ljudi. Tak je primeren tudi za politika in za vodstvo države. Pri sveti maši tudi prosimo za pokojnega Ivana Kavčnika ter za pokojnega Janeza in Marijo Keršpanc. Pri sveti maši tudi prosimo